Mehurčki na vratih. To je značilnost vseh novih Citroenov. Prvi jih je uvedel Cactus, a zdaj jih ima tudi C3. Vemo tudi že, da jih bo imel tudi C3 Aircross in pa pravkar prikazani C5 Aircross. Seveda gre za nekaj, kar bodo Citroenovi prodajalci lahko uporabljali v svojem marketingu in roko na srce bi moralo učinkovati. Nam so recimo všeč in verjetno z nami mnenje deli vsaj polovica, če že ne večina. Pri tem pa nas je presenetilo predvsem dejstvo, da tile mehurčki pravzaprav prask na vratih ne odpravijo v celoti. Ko smo odprli vrata na tesnem parkirišču, smo se ravno tako kot z vsakim drugim avtom dotaknili sosedovega. Kakorkoli že, mehurčki so novost, sicer pa C3 ostaja pravi Citroen. Mehak. To vam je lahko všeč ali pa malo manj. Objektivno dejstvo pa je, da je lega kljub mehkobi zanesljiva in to, kaj se dogaja pod kolesi, se izza volana zelo dobro čuti. Pohvalimo. Če vam je všeč citroenovska mehkoba, potem boste navdušeni tudi nad foteljastimi sedeži, pa citroenovskim volanom, zagotovo pa boste težko našli pozitivne besede za upravljanje klime prek zaslona na dotik, ki že sam po sebi ni najboljši. V naše testne zapiske smo zapisali recimo tudi to, da je dizelski motor nekoliko bolj rohnev, kot smo si zapomnili z drugih PSI-ovih modelov. In nasploh menimo, da je za tak tip avta vendarle bolj smiselen bencinski motor, za daljše poti lahko vendarle že v isti hiši najdete kaj bolj primernega. Pri vsem tem je zanimivo še zlasti dejstvo, da ima C3 največjega tekmeca pravzaprav v lastni hiši. Oziroma je C3 največji tekmec originalu, Cactusu. C3 je namreč cenejši nekaj tisočakov, v njem ni varčevalnih ukrepov in celo primerljivo prostoranje. C3 je torej Cactusov popravni izpit.